Berilo je iz knjige preroka Izaija. Duh vsemogočnega Gospoda je nad menoj, ker me je Gospod pomazilil. Poslal me je, da oznanim blagovest ponižnim, da ozdravim potrte v srcu, da oznanim jetnikom prostost in zvezanim rešenje, da okličem leto Gospodove milosti, dan maščevanja našega Boga, da potolažim vse žalujoče, da dam na Sionu žalujočim kot dar venec namesto pepela, olje veselja namesto žalnega ogrinjala, hvalospev namesto obupa. Božja beseda, Bogu hvala. Blagor človeku, ki se boji Gospoda, blagor človeku, ki se boji Gospoda. Blagor mu, kdor se boji Gospoda, kdor se njegovih zapovedi res veseli. Njegov zarod bo v deželi mogočen, rod pravičnih bo blagoslovljen. Blagor človeku, ki se boji Gospoda. Premoženje in bogastvo je v njegovi hiši in njegova darežljivost vedno ostane. Vzhaja kakor luč v temi pravičnim, milostljiv in usmiljen in pravičen. Blagor človeku, ki se boji Gospoda. Dobro je človeku, ki je usmiljen in posoja, ki svoje reči ureja po vesti. Vekomaj ne bo omahnil, pravični ostane v večnem spominu. Blagor človeku, ki se boji Gospoda. Ni se mu bati slabih vesti, njegovo srce je trdno, upa v Gospoda. Njegovo srce je stanovitno, ne boji se, dokler ne vidi, da so nasprotniki uničeni. Blagor človeku, ki se boji Gospoda. Aleluja! Karkoli ste storili enemu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Aleluja! Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: ko pride Sin človekov v svoji slavi in vsi angeli z njim, takrat bo sedel na prestol svoje slave. Zbrali se bodo pred njim vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor loči pastir ovce od kozlov. In postavil bo ovce na svojo desnico, kozle pa na levico. Tedaj poreče kralj tistim, ki bodo na njegovi desnici: pridite, blagoslovljeni mojega očeta, prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, popotnik sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, uječi sem bil in ste prišli k meni. Tedaj mu bodo pravični odgovorili: Gospod, kdaj smo te videli lačnega in smo te nasitili, ali žejnega in smo ti dali piti? Kdaj smo te videli popotnika in smo te sprejeli, ali nagega in te oblekli? Ali kdaj smo te videli bolnega ali uječi in smo prišli k tebi? In kralj jim bo odgovoril: resnično povem vam, kar ste storili kateremu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Takrat poreče tudi tistim, ki bodo na levici: proč izpred mene prekleti v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom. Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, popotnik sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in uječi in me niste obiskali.
Tedaj mu bodo odgovorili tudi ti: Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali popotnika ali nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli? Tedaj jim bo odgovoril: resnično povem vam, česar niste storili kateremu izmed teh najmanjših, tudi meni niste storili. In ti pojdejo v večno trpljenje, pravični pa v večno življenje. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. V cerkvi se danes spominjamo godu svetega Martina Turskega, enega od najslavnejših in najbolj čaščenih svetnikov v Evropi. Rodil se je okoli leta 316 v poganski družini v Panoniji. Po očetovem zgledu je najprej začel vojaško kariero, že v mladih letih pa se je srečal s krščanstvom in se kljub nasprotovanju pridružil katehumenom, da bi se pripravil na krst. Zakrament svetega krsta je prejel pri približno 20 letih. Nato je še nekaj časa ostal v vojski, kjer je o svojem novem načinu življenja, se pravi o sprejetju krščanstva, pričeval s spoštljivim in prizanesljivim odnosom do vsakogar. S svojimi podrejenimi je ravnal kot z brati, izogibal pa se je tudi prostaških zabav, zato je že v vojski postal zgled mnogim. Ko se je poslovil od vojaške službe, se je ustalil v Franciji, kjer je srečal tudi škofa Hilarija in ta ga je tudi posvetil v diakona in kasneje v duhovnika. Martin se je nato odločil za meniško življenje, ustanovil tudi samostan. 10 let pozneje pa so ga turski kristjani, ki so ostali brez škofa, razglasili za svojega škofa. Od takrat naprej je Martin začel goreče delati za ljudi, katerim je bil postavljen za škofa, predvsem za evangelizacijo podeželja, za vzgojo duhovnikov, ki jih je primanjkovalo. In čeprav mu je prepisanih veliko čudežev, je sveti Martin slaven predvsem zaradi tiste znamenite geste njegove dejavne bratske ljubezni, ki jo je storil še kot mladenič, preden je postal kristjan, preden je postal, najbrž je že bil kristjan, ampak preden je postal duhovnik in menih ali celo škof, ko je še kot vojak na poti srečal reveža brez obleke, odrevenelega, tresočega se zaradi mraza, pa je Martin z mečem razpolovil svoj plašč in polovico svojega plašča dal temu človeku. Po noči, naslednjo noč, se mu je v sanjah prikazal nasmejani Kristus, ki je nosil to polovico njegovega plašča. To je tisti znameniti dogodek, ki je velikokrat upodobljen tudi na slikah svetega Martina, ko ga poznamo predvsem zares kot tistega, ki je živel dejavno ljubezen do bližnjega. To je tisto, k čemur nas spodbuja tudi današnja Božja beseda, predvsem evangeljski odlomek, ki je izbran za god svetega Martina, tudi zaradi njegovega udejanjanja tega odlomka. Martin je bil znan kot tisti, ki je ne samo pri tem dogodku, ampak pozneje v življenju res živel s bratsko ljubezen do bližnjega, razdajal tisto, kar je imel, tolažil ljudi, jih obiskoval in pomagal v njihovih stiskah. Zato lahko rečemo, da je izpolnil to, k čemur nas kliče današnji evangeljski odlomek, da je izpolnil tisto, kar nas Jezus želi učiti po današnji priliki, pa tudi predvsem po njegovem življenju. Se pravi, uči nas te podelitve, krščanske ljubezni, ki je dejavna, logiko podelitve, ki na najbolj pristen način izraža ljubezen do bližnjega. Zato naj bo to tudi povabilo današnjega godu svetega Martina, današnje Božje besede, da bi se odločali na podlagi dejavne
ljubezni do bližnjega, na podlagi delitve tega, kar imamo. Tudi v teh časih, ki jih živimo, je vedno znova izziv, kako pristopiti do bližnjih, ki so v potrebi, kako jim pomagati, kako jim izkazati dejavno ljubezen. Kristus jo je živel do nas, Martin jo je po Kristusovem zgledu udejanjal, vabita tudi nas, tudi Evharistija je vedno znova povabilo, saj se nam Jezus tudi na ta način daje v hrano, se nam podeli samega sebe, da bi tudi mi znali tisto, kar smo, tisto, kar imamo, deliti z našimi bližnjimi, ki so v potrebi.